prej smo učencem naše šole podelili bralna priznanja. Sedaj pa s ponosom sedim tukaj z našo gostjo, pisateljico Deso Muh. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena, kako te ime? Ana Marija. Lepo pozdravljena. A veš, da sem jaz tudi Ana Marija v resnici krščena? Ja. V Velenju ste bili verjetno že večkrat. Kakšen vtis je na vas naredilo naše mesto? Dostakrat primerjamo Novo Gorico pa Velenje, ker so to dve po vojni zgrajeni mesti. Mene Velenje bi bilo všeč. Tudi imate grad, imate jezero, imate Pikin festival, imate, ne vem, tako zelo živi, no, Velenje. Pa tudi se mi zdi, da kar veliko umetnikov izhaja iz Velenja, to se pravi, da so že dobri pogoji za rast. No, to bi se strinjala z vami tudi jaz, rada živim tukaj, ker je res lepo mesto. Na naši šoli je med najbolj branimi knjigami med učenci razredne stopnje prav vaša knjiga, kjer je glavna junakinja Anica. Ali je v tej literarni junakinji upodobljena katera izmed vaših hčera? Mogoče po delčkih. Jaz sem kolna sestavljena svojih likov po, mislim, da so prav narejeni po enem določenem človeku, ampak ja, kakšne lastnosti sigurno imajo. Mogoče najbolj moje te srednje hčerke bi rekla. Potem je pa imela zelo zanimivo društvo. Ja, srednji dogodki so pa zmišljeni, no, razen Anica in Zajček, ti se je bilo precej res, ja. Na predmetni stopnji pa najraje beremo knjigo Blazno resno v šoli. V njej smo lahko izbrskali kakšen nasvet, hkrati pa smo se tudi nasmejali. So nasveti v vašem spominu ostali še od osnovnošolskih dni? No, šola se je zelo spremenila, ne, v teh letih, ker sem jo jaz zapustila, zelo srečna, za mano. Zdaj je šola bolj humana, bolj človeku prijazna. Ja, kaj pa se jim nasveti, se pravi, zdaj včasih, v tisti šoli, kjer sem jaz hodila, bi bil najbolj pameten nasvet, ti se samo, da čim manj bo to pazil, paš dobro skozi prišel. Ne smeš izstopati z nobeno stvar, ne smeš biti preveč dober v ničemer, moraš biti čim bolj tih pa primer, ne, tako kot sem rekla, neopazen. Zdaj pa reč se mi zdi, da šola bolj spodbuja kreativnost, tudi danes sem videla to, ker ste pripravili to predstavo, ne, se mi zdi, da otrok zelo uživa in velikih je rekli, da bi tudi sicer to življenje počeli in tako, da se mi zdi, da zdaj pa šole le malo bolj spodbujajo to. Jaz samo, ker si lahko želim, da opazijo iskro tudi v otroci, ki ne kažejo tako očitno. Ne, ker eni se že tako sami javijo, pa se grebejo, pa tako, ne. So pa otroci, ki imajo vse tudi talente, ampak se pa ne znajo, oziroma se bojijo izpostaviti, so pa da imajo take rentgenske oči vaše mentorce, da jih vidijo. Srečujemo vas v gledališču, na televiziji, na predstavitvi svojih knjig. V vsej tej množici udejstvovanja, ali imate sploh kaj prostega časa in kako ga preživljate? Jaz sem zelo lena. Na videz. Če pogledaš, kaj sem se življenjo naredila, tako kot da bi živela 5 življenj. Ampak zato, ker moj prosti čas mogoče ni nikoli zares prosti čas. Že zgleda, da se veliko hvalim v kavču, v televizijo bulam, ampak jaz tudi tako delam, ker se pač moj notranji računalnik, to jaz poimenujem, ves čas dela, ves čas opazuje, ves čas sestavlja in tako. Potem, no, imela sem to, vas bo najbolj zelo zanimalo eno daljše obdobje, ko sem bila zasvojena z računalniškim igricem in sem precej dolgo na računalniku visela. Zdaj pa dejansko spet največ berem, ko sem bila otrok, sem skozi brala. Zdaj, pol vmes nisem, jaz sem eno obdobje, ko sem s filmi obsedena, sem ogromno v kino hodila, pa tako zdaj pa spet zelo berem. V bistvu ugotavljam, da je branje v bistvu
to res najboljša stvar, ker si pri branju bolj kreativen, če gledaš film, karkoli drugega, ti je že vse nekako na talerju prenesen, kdo drug ti svojo predstavo vsilne. Pri knjigi imaš pa to možnost, vedno imaš to možnost, da si lahko sam predstavljaš ljudi, pokrajine, glasove, barve, vse to se mi zdi zelo fajn. Ali imate morda kakšne hišne ljubljenčke? Trenutno jih imam zelo malo. Trenutno imam samo 2 psa pa 4 mačke. Imeli smo pa že vse. Jaz sem res velika ljubiteljica živali. Svojo podgano sem sama operirala. Tumor. Imam sliko, da lahko pokažem. Boš bruhala. Res. Kaj nagražam. Ker sem tudi vegetarijanka, pa sem pa tisto sliko s svojim mesojedim prijateljem poslala, ker prav tako je ta kabula, ne? Pa že ta gnoj ven leze, tako kot ena zdrobljena koruza malo pa to. In pa sem jim napisala, da imajo že tle nadev, pečenko z nadevom, Ste med najbolj priljubljenimi pisateljicami in pisatelji v Sloveniji in tudi med tistimi, ki so napisali največ knjig. Odkot črpate ideje za pisanje knjig in scenarijev? To pa ne vem. Mislim, to pa je tako vprašanje, ker ti zdaj ne morem na njega odgovoriti v zelo kratkem času. Ampak reč v temu življenju, opazuješ, radoveden si, razmišljaš, sestavljaš. Vedno in tako pišem samo o stvarih, ki mene osebno zanimajo. In potem jih raziskujem in potem iz tega, kar najdem in iz tega, kar sama čutim, potem nekaj sestavim. Bi nam zaupali občutke, ko zapišete zadnjo besedo v knjigi in ko zaslišite aplavz v dvorani? A ti kaj rada delaš, ko recimo, kaj je tvoj hobi? Igranje kitare ali pa sem tudi prostovoljna gasilka. Kakšen je tvoj občutek, ko se naučiš nov komad v nolo na kitaro? Zelo sem vesela, pa ponosna na sebe. Ti občutki so isti, ali napišeš knjigo, ali se naučiš nov komad na kitari, ali ti rata orehova potica. V bistvu, se ni treba, da vse, kar delaš, je popolno, ampak da se potrudiš, da narediš najboljš, kar ti lahko. Vedno se bo najdel kdo, ki bo naredil boljš. In vedno se bo najdel nekdo, ki bo naredil slabš. Zato brez veze, da se ženemo za tem, da se primerjamo z drugimi. Tega nikoli ne smeš delati. Ti moraš delati sam toliko, da si ti zadovoljna, da veš, da si ti dala vse od sebe. Sam nič drugega, kaj si pa zelo v tem misli. Ne bom rekla grde besede, da gleda. Marsikomu izmed nas ste vzornica. Kaj pa vi imate svojega vzornika? Ja. Jaz nimam samo enega, jaz imam veliko vzornikov, ampak recimo moji vzorniki so ljudje, trenutno je moja vzornica ena begunka z Bosne, ki so med vojno strahovito mučili. Imeli so jo za živo tarčo, snajperisti, ostrostrelci, ki so se trenirali na žive tarče, ki se premikajo streljati. In je cela bila prerešetana in je grozne zgodbe pravila iz te vojne. In potem je pobegnila, je uspel pobegati sem. In ona, začetki so bili grozno težki, so še zdaj težko, ker Slovenci beguncev pač namaramo, in mečejo polena pod noge, čeprav upravlja dela, ki jih mogoče marsikaj Slovenc ne bi težko delal v tovarni, že čisto je zlomljena in popoldne čist. Ampak jaz spremem njeno obisk, ona skuha najboljšo kavo na svetu, se pogovarjava, se jokava, kakšno zapojeva in ona še vedno, kljub vsemu, kar se je v življenju hudega zgodilo, strašno rada živi. In kljub temu, ker so ljudje hudega naredili, ona še vedno rada ljudi. Ona je moja vzornica.
Zanimivo. Trema je za vas verjetno nepoznana beseda in občutek. Ali se strinjate z mojo trditvijo? Ne. Še danes sem imela, da sem se sem pelala, sem rekla, kaj pa če ne vem, ker zadnje čase nisem glih najbolj zdravljen, pa se, ne vem, pa kaj pozabila, pa ne vem, kaj pa če mi je tosel, kaj pa če mi je slabo ratal, kaj pa če nam na oder prelezla, me križ boli, kaj pa če to pa. Mene je vedno strah, vedno imam tremo, zato ker je trema ima več stopenj. Ena stopnja je tist, ki je res produkt zelo slabe samopodobe, ki ti misliš, da boš absolutno nekaj zafrknil, da nisi vreden, da vstopiš na oder, da nisi vreden, da vzameš, da nekaj natipkaš v računalnik. Itak so vsi boljši, zdaj pa vsi videli, kako sem jaz grozen. In potem, če slučajno ti ploska ali pa imaš všeč, kar si naredil, misliš, da si jih na nek način okoli prinesel. To sem je zelo dolg. Zelo dolg. Jaz sem take strahotne treme, da so mislili, da me moram na urgenco peljati, preden grem pred kamero ali pa kakor res. No, zdaj sem to že malo pri sebi uredila, tudi s to pač samo podobo pa to. Potem je pa trema, ki se ji pa reče odgovornost, ker pa izhaja iz odgovornosti do ljudi, ki bojo te gledali, ki te bojo brali, do njih si odgovoren. Oni so kupili vstopnico, oni so kupili tvojo knjigo, pa tudi, če niso prišli, so zaradi tebe nekam ali pa karkoli, tvoja odgovornost do njih je maksimalna. In to je ta trema, ki je pa zdrava, ki pa ni panična, ki te zablokira, ampak ki te je zoprna, jo tudi čutiš fizično kot neprijetno, ne? Ampak je pa tista, ki te pa dvigne pol, ne? In vedno je pa tukaj, če se ti uspeš to sprostiti, da vidiš, da te publika sprejema, ne? Ti to zelo pomaga, ne? Te zelo sprosti, je pa zoprn, pa vas, ki na šolah nastopate, to pa je. Ker boš pa imel te razne sošolce, zdaj danes so bili te bralne značke, ki so bili neverjetno super publika, neverjetno zbrani, poslušali. Sem videla, da hoče se nekaj naučiti od mene, ne. To je, jaz rečem, majka od publike, ne. Imaš pa one, ki pridejo zato, ki morajo, ne, pa zdaj poslušati se to stare krave, klepe, živijo. Pa tam, in to se tudi vam dogaja, na poslavah pa to, ki pridejo taki, ki jih ne zanima, ne, ker res takih pač ne bi sploh poslala nič gledala, če jih ne zanima, ne. In pol nagajajo, ne, seveda, ker ne dolg čas, jaz jih čisto zastopam, ampak ti imaš občutek, da si ti kriv. In tle se pol te treme zaredijo, recimo, da vas malo premalo pripravljam mogoče. Zelo sem vesela in ponosna, da sem se danes lahko pogovarjala z vami. Hvala vam, hkrati pa vam želim še veliko uspehov in da boste še naprej uživali pri svojem delu. Hvala, jaz pa te. Zmenen. Vam gledalci in gledalke pa želim, da bi se imeli lepo. Z vami sem bila mlada novinarka Ana Marija.